Dragi moji, prijazno vas povabim k ogledu oddaje Življenje po moje z Majo Peron, kjer sem tokrat gostila Klavdijo Bajo, posebno žensko, borko, ki pravzaprav pomaga ženskam, da najdejo en varen prostor in da naredijo korak tudi takrat, kadar jih je strah. Klavdija? Kaj naj vam rečem? Poiskati tisti mir v sebi, tisto, kar ti da tudi upanje za naprej in O vsem tem sva pogovorila o oddaji, tako da bodite z nama. ok. Dobrodošli v oddaji Življenje po moje z Majo Peron. Danes je moja gostja Klavdija Baja. Je ženska preobrazbe. Iz lastne bolečine je zgradila poslanstvo in danes podpira ženske, ki so utrujene, izgubljene in želijo znova najti stik s seboj. In svojo intuicijo, znanjem in energijskim delom ustvarja varen prostor za čutenje, zdravljenje in ponovno rojstvo notranje moči. Ni le terapevtka, je prisotnost, ki zdravi. Klavdija, lepo pozdravljena. Jaz sem res vesela, da si danes z mano. Hvala, mene veseli. Tako kot z vsakim gostom bi začela tudi s tabo. Povej mi, kdo je Klavdija? Kaj ti pravzaprav danes si? Kaj počneš? Potem bomo pa nadaljevali, kako si do tega pravzaprav sploh prišla. Da opogumva ženske, ki so mogoče danes na takšni točki, kot si bila ti pred leti, da vejo, da se da. Danes sem jaz to, kar sem si želela, že leta nazaj, pa nisem vedela in nisem znala, kako priti do tega. V bistvu danes sem ženska, ki sem v sebi prisotna, kar včasih nisem bila. In danes sem pripravljena na rast. Skozi vsa ta leta sem delala na sebi in rasla in še vedno delam to in rastem. S tem pa raste tudi moja modrost, ki sem jo z letmi dobila in v bistvu ta modrost je pol tista, ki jo lahko tudi dam naprej osebam, ženskam, ki pridejo k meni. Tako, za tabo je v bistvu ogromno izobraževanja, ki si jih nekako, s katerimi pravzaprav si verjetno začela zato, da bi pozdravila samo sebe. Drži? Itak. Začela sem z reikijem, zato ker takrat po ločitvi, ko je bilo meni res tako grozno hudo, sem šla jaz, pač sem poiskala pomoč in mi je meni tudi ena gospa pomagala z reikijem in to me je tako ful navdušilo in sem pol tudi sama začutila, da bi pač se to naučila, da bi tudi jaz to delala in sem najprej pač sebi in svojem dragem doma, mojim domačam, otrokam in so z veseljem sprejemali in pol se je tu samo nadgrajevalo. In za tem reikijem je pol sledila prva delavnica, prvo izobraževanje za klasično masažo in z tega ven pol je se nadaljevalo z učenjem intuitivne masaže in to je pa tista masaža, ki mi je res dala tako poglobljenost mene in tudi tega, kaj lahko sploh s tem ljudem dam. In zraven je bilo pa še veliko drugih delavnic in terapij in vsega tega, tako da. Ki se jih lotevamo, ja. A veš, glede na to, da vem, da si ti dosti odprta, bi mogoče podelila na kratko, kaj je bilo tisto, ki tebi v življenju res tako zlomilo? Sprašujem te zato, ker vem, da so to situacije, v katerih so mnoge ženske ali pa smo bile na nek način mnoge ženske in namen te moje oddaje točno to, a veš, malo pogumiti ljudi pa jim povedati tako, kako se life da shendlati, ne tako po teh uradnih poteh in ne vem kaj, ampak tako, kakšna nekakšna resnica nas, ki smo bolj, ajde da rečem, survivorji. Kaj je bilo tisto, ki ti je tako praktično skoraj čez noč spodsekalo noge, Pri meni je bila to ločitev, v bistvu ne ločitev kot proces, ampak tisti trenutek, ko je prišel bivši mož domov službe
in mi je rekel tako direktno v obraz, jaz sem se tebe naveličal, od tebe se bom ločil. In meni je bil takrat res ono, posekal me je. In jaz sem bila toliko v šoku takrat, da sploh niti govoriti nisem mogla. Mislim, tako, res, jaz ne vem, najbrž, da mi dva sploh nisva govorila, razen onih uradnih stvari, kar se otrok tiče, ene 3 tedne. In pol sem se jaz to pogumila in sem ga vprašala, kaj je sploh mislil s tem, kaj to pomeni, ne. Pa sem pa itak malo zvedela, da ima drugo žensko in pač, no, ja, to so pol detalji, te, ne, ampak dejansko to ti je bilo tisto, kar ti je zamajalo tla, kar ti To je bila velika čez noč, ne, ti prelomnica. si mogla potem v resnici poskrbeti in za svoje življenje in za bivališče in za 2 otroka in za take stvari, ne, si bil kar rock'n'roll verjetno. V bistvu takrat pahnjena sem bila v neko situacijo, ki jo nisem poznala. Prva je, da sploh nisem vedela, kako naj se obnašam v tej situaciji, in druga je pa ta, da je prihajalo toliko bolečine ven in nisem znala z njo henglati. Pač kako bom jaz to bolečino premagala, ne? Kako bom šla jaz čez to, in takrat, ko si v tej bolečini, sploh ne vidiš, da bo lahko enkrat res sonce posijalo, ne? Tako da je bilo naporno, no. Ampak, veš, v bistvu je to verjetno tista stvar, ki te je pa napeljala do tega, ne, da veš, da se da in da druge zdaj poskušaš voditi čez te procese in jim nekako pomagati, a ne? Itak. Da imaš enkrat svoje izkušnje, je tudi čisto pol nekaj drugega. Ne delaš iz naučenega znanja, ampak iz prakse, ne, in to je za moje pojme dosti bolj vredno. In recimo meni se je takrat tako spremenilo. Jaz sem prej čitala romane, ne, potem sem pa zamenjala v knjižnici osebno rast, alternativo in te stvari. Tako da sem pol imela doma tudi po 2-3 knjige, istočasno, ko sem jih predelovala. Še ste hotela vprašati, ne, na začetku si omenila, da prva tvoja taka delavnica je bila reiki, ne? Pa me zanima, ali si ti že prej čutila te energije in bila povezana s temi energijami, ali si se z njimi začela povezovati takrat, ko si pravzaprav rabila nekaj, da ti pomaga nekako zaobideti ali pa preseči tiste situacije, v kateri si se znašla? V bistvu jaz sem v sebi čutila, ne, da je nekaj tukaj noter, ki bi pač rado prišlo ven, ne. Nisem niti se pol poglabljala v to, ko sem bila mlada, niti nisem vedela, kako naj do tega pridem, ne. In pol je to se je tako zgodilo, ne, z vsako knjigo, z vsakim pač, ne vem, ko sem se s kom pogovarjala ali pa kakorkoli, ti prihajajo ven tebi, ne. In pol spoznaš ljudi, ti pridejo ljudje na pot, ne. Tako ko je meni prišel pač ta moj učitelj reikija, ki je bil že takrat star, eden izmed prvih v Sloveniji, tako da sem se pol pri njem učila in pol sam nadaljuješ, sej kar enkrat, ko se enkrat kepa spusti, ne, kar se kotali, pol te pelje, ne. Ja, pa verjetno tako, ne, če hočeš biti odprt oziroma če hodiš z odprtimi očmi, potem kar vidiš situacije, ki ti prihajajo čez pot, a ne, in potem na tebi je samo, a jih opaziš in sprejmeš, ne, ali pa jih spregledaš. In verjetno, ko si v situaciji, ki pač rabiš nekaj za to, da se pobereš, takrat jih opaziš, ne. In zato recimo velikokrat jaz pravim, da take težke situacije, čez katere v življenju gremo, potem, ko se nazaj obrnemo, se to je že tako zlajno, to si govorijo, ampak dejansko so darilo, ne. In zato jaz vedno govorim, življenje se ne dogaja tebi, ampak zate, kar pomeni, da je treba v vsaki stvari nekaj dobrega poiskati. In pri tebi res to cenim, da se zdaj poznava že kar dolgo časa in vedno je ta nek večni optimizem, vedno se nekaj v bistvu da. Tudi, ko se stvari podrejo, se pri tebi kar pač nekaj da. Tudi, če si nekaj časa tako žalostna, ampak tako, ne, čez en teden pač nisi več, se že pobereš. In veš, zanima me tako, kdaj si ti pravzaprav začutila, da to želiš deliti z drugimi ženskami? A si, oziroma z drugimi ljudmi, bom rekla, saj so tudi moški, ampak načeloma smo
Imaš verjetno več žensk, Ja. kakor moških, vsaj v tem trenutku, ne? Ampak a si imela tako več dvomov ali si bila tako ful pogumna, kako je bilo s tem? Sprašujem te predvsem zato, veš, ker je veliko, se mi zdi tako ljudi, ki začutimo, tudi jaz sem bila med njimi, ne, tole pa je za med druge ljudi in istočasno, ma kaj jim bom pa dala, veš, kaj pa ne jim povem, to, tako v tem smislu. Jaz sem, ko sem bila jaz, takrat, ko je bilo meni najbolj težko, ne, jaz sem se vedno začela spraševati, zakaj se je meni to zgodilo, zakaj se meni to dogaja. Jaz sem iskala odgovore na tisti zakaj. In takrat so mi bile meni knjige, takrat ni bilo delavnic, ni bilo Facebooka, ni bilo pač teh omrežij, takih in drugačnih. In ta zakaj mi je bil vodilo. In ko sem jaz prišla enkrat pol čez mojo bolečino, tisto prvo bolečino, ko sem tu premagala, ko sem recimo iskala pomoč tudi pri institucijah, socialno in tako, ne, ni bilo. Pač nisem najdla tega, kar bi meni dalo v tisti trenutek nekaj, da lahko pozdravim mojo bolečino noter, ne. Tako da čez to sem šla v bistvu sama, ne, da sem prišla do tega, kako naj si jaz sama pomagam. In pol je bil en dan, prav spomnim se, tak lep sončen dan je bil in razmišljam, ne, in sem rekla, in prav tako, veš, kaj ti pride to intuitivno sporočilo, ne. Joj, Klavdija, če boš pa ti kdaj imela možnost, pomagaj ženskam, ki bodo šle čez podobne situacije kot ti. Ker jaz sem bila sama, moje prijateljice nobena ni šla takrat še čez ločitev. Niti ni bilo tudi tako pogosto. Pač Petra je bila prva v razredi, ko je bilo skoraj 30 otrok, ko smo se starši ločevali v njenem 7. razredu, ne. Tako da ni bilo to tako pogosto, ko je zdaj, ne. In res nisem imela kje dobiti teh informacij in pol je ona, veš, tako, in pa sem rekla sama sebi takrat, ko mi je prišlo to pomagaj, ne, sem rekla, če bom kdaj, lahko bom res pomagala, ne. In pot me je vodila, da zdaj lahko tudi to delam in delam srčno in z veseljem in z radostjo, tako da, ja. Zdaj bomo naredili pa kratko pavzico, pa nadaljujeva čez kakšno minutko. In Klavdija, to se pravi, zdaj smo ugotovili, kaj se ti je zgodilo. Kaj pa ti delaš danes? Kaj ti ponujaš ženskam? V bistvu bolj v smislu, kaj je tvoje sporočilo, oziroma zdaj to približno živimo, ampak na kakšen način in ga predajaš? Ko sem že prej omenila, ne, pač začela sem z reikijem pa z masažami in to se sam nadgrajuje. V bistvu to je zdaj prišlo tako, da so moje masaže res energijske, ni to neki fake, ampak se začuti. In jaz rečem moja masaža, zato ker je res moja, ki je narejena z mojo energijo. In zakaj to? Zato ker rabimo se sproščati. Naše fizično telo potrebuje, da se sprosti po vsem stresu, ki ga pač doživi v takih ali pa drugačnih situacijah. In jaz sem takrat, ne vem, prav začutila sem željo, kako bi jaz to rada delala. Zmeraj mi je bilo tako blizu, jaz sem se rada dotikala ljudi, božala, česala, že kot otrok, ne. Sem te stvari delala, pa nisem vedela, zakaj. In tako da, ja, to mi je bilo pol ena taka motivacija in skozi masaže spoznavam, koliko je dotik pomemben. Kolikrat mi tudi ljudje rečejo, dotik je tisti, ki ti da. Dojenček bi brez dotika umrl, ne? In mi se ga pa otepamo, kaj tudi take osebe sem že srečala v življenju, kaj so mi rekli, da ne prenesejo masaže, ne prenesejo dotika, da bi se jih nekdo dotikal, ne. In jaz pa pravim tako, da z tem dotikom se lahko priješ ti bližje k sebi. To je res, ampak v bistvu se to tudi sama veš, da z tem, ko nam je nek dotik, ni nekako
ni všeč, ga ne želimo, ne, za takimi stvarmi se običajno skrivajo zelo globoke rane, a ne. Se strinjam. Ampak ti recimo, ne, vem, da ti se veliko tudi pogovarjaš z ljudmi, uporabiš zdaj tudi kakšne karte, da majčkeno pogledaš in razsvetliš stvari, Tudi. ker dejstvo je, ne, sej nisi tam šlogarca, ki ne poveduje, kaj se bo jutri zgodilo, ampak je s temi vpogledi v svoje karte ti pravzaprav lahko nekako pomagaš osvetliti neko situacijo in to, ne. Ja. Tako da bi mogoče, recimo to, kar je meni pri tebi všeč, je to, da imaš res en tak, že ti kot ti si taka topla, ne, tako pri tebi se človek tako varno počuti. In nekako tako pristopaš celostno, ne, se pravi, se veliko pogovarjaš, na en tak simpatičen način, pogledaš karte, da mogoče majčkeno vidiš, mogoče ponudiš človeku opcijo, da ugotovi, če je to njegov problem, ker dejstvo je, da smo mi velikokrat, a ne, tako, kadar imamo kakšen problem, nam je težko priznati, da imamo problem, ne. To me malo tako zanima, kako si prišla do te kombinacije, v bistvu, ki jo zdaj počneš. Jaz sem se 13 let nazaj preselila iz Vipavske doline v Ljubljano, se sliši tudi v naglasu pač. Ja, tako, in takrat, ko sem se preselila v Ljubljano, sem res imela zelo veliko stisko, res. In takrat sem spoznala eno gospo, ki je delala z tem Osho Zen tarotom in sem hodila k njej na branje in me je mene tako zelo pritegnilo. In takrat sem se pol res odločila, da bom se jaz tudi s tem začela bolj temu posvečati. In sem temu namenila kar precej let, predno sem jaz to začela nekomu drugemu delati. In to mi je tako, zelo mi je všeč, zato ker pokaže ono globino. To ni šloganje, ko sem ga jaz imela včasih, ne vem, 30 let nazaj, ko smo, ne vem, šlogali, gremo k šlogarci, ne, ti bo nekaj napovedala. Ampak tukaj se res dotakne se duše in to je meni zelo blizu. Zato jaz ne napovedujem, ne, ko si že prej rekla, ampak res pogledam in skozi mene se zlijajo sporočila, se niti sama ne vem prav kako, pač pridejo sporočila in moram reči, da se kar dotaknejo duše in srca in misli, glave, uma. Tako da, pol pa, veš, to z letmi, ne, itak rasemo. Se jaz skozi pravim, jaz sem in učenka, lahko in učiteljica ali pa mentorica, ne. Ker jaz se tudi skozi učim. In tako, ko sem jaz rasla, tako so rasle pol tudi te stvari z mano, ne. In potem sem združila, ko vidiš, koliko dobiš po eni poti, ne, recimo na ven skozi karte, pa tudi skozi masažo, ne. Jaz predno začnem masažo, jaz se zmeraj pogovorim s človekom, da vidim, kaj sploh bi rad, ne, in da postavimo namen energiji, ki se bo med masažo zlivala, ne. Zato, ker namen je tisti, ki da pol podporo, pravo energijsko podporo, ne. In tam dostikrat pol dobim od žensk, tako bi se me mogla mama dotikati, tako bi se me mogel partner me nikoli ne objame, me nikoli ne poboža. Mene boli srce, kadar to vidim, ne. Kadar jaz to začutim, koliko te bolečine imajo ženske v sebi, ne. In to lahko pol vse skozi masažo in skozi to energijo, ki se zlije, daš ven. Dostikrat se ženske zljučajo. Ali pa mi tudi pol povejo, veš, skozi so mi šibale ene take misli čudne, ki jih prej nikoli ni bilo, ne, sam nekaj že povejo, ne, pa tu lahko pogledaš s kartami dodatno, kaj bi tisto bilo, ne, ali pa dostikrat dobim tudi jaz sama sporočilo, ki ga pol predam osebi, ne. Tako da tukaj je tako zelo širok lak spekter, ne. Ti v bistvu na nek način daješ varen prostor ženskama, ne? Ja. Kaj pa pomeni zate varen prostor, držati prostor? Zame je tudi tako, vsaka oseba, ki k meni pride, jaz želim, da se počuti res varno, da lahko pove, da ne bo izigrana, da ne bo zmanipulirana, ker jaz vem, jaz sem bila dostikrat zmanipulirana v mojem življenju in vem, koliko je pol to zelo boleče,
ko greš čez te stvari, že tako si v krizi in pol čez 2 meseca ugotoviš, da te je nekdo zmanipuliral. Meni je tudi tako res ni etično. No. Tako da pri meni ni obsojanja, karkoli kdo naredi. Tudi če pride, ne vem, ženska in mi reče, sem prevarala, jaz jo ne bom obsojala, ker vedno je nekaj tam odzad, zakaj se je to zgodilo. In pol lahko raziskujemo zakaj. Ne? Ker ena ženska, ki je ljubljena, ki se ima lepo odnosi, ne bo šla varati. Zdaj, pri moških je lahko malo drugače, čeprav tudi pri moških iz tega ne odobravamo. Ampak zdaj v bistvu tako, ne, ti dejansko tudi vse stvari, ki se pri tebi pogovarjajo, nekako ostanejo pri tebi. Ja. Tako da velikokrat si ti pravzaprav zaupnica, ne? Ja. In lažje nam je, če lahko nekomu povemo ene stvari, pa tudi, če ne dobimo neke rešitve, ampak lažje je, ko odložimo to breme, ko ga z nekom delimo. Ne? Se strinjam. Dostikrat slišim, ko mi rečejo, tebi lahko vse povem, pa ne zdaj, da se hvalim ali pa kakorkoli. Sam je res tako, ne vem, si vzamem čas in poslušam. Zato, ker jaz sem tudi pri sebi videla, ne, dostikrat tudi prijateljice te ne razumejo in pol ne veš, ali bi povedal ali ne bi povedal, pa enkrat si povedal, pa nisi bil razumljen. Tako da jaz imam odprte roke, odprto srce za objem za vsakega, ki pride. Tako da super za narediti pavzo. Okay. Dobrodošli nazaj. Klavdija, tako lepo sva zdaj povedali ta dva sklopa, da je neizogibno vprašanje naslednje. Kaj si ti želiš, da ženska, ko odhaja od tebe, da odnese s sabo? Kaj si želim? To, da je pomirjena v prvi vrsti, da ima občutek, da je dala ven sebe tisto, zaradi česar je prišla, ali pa da je sproščena, če je prišla samo na razvajanje in sproščati svoje telo. To je prvo. Drugo pa je to, da v bistvu jaz si želim, da vsaka ženska gre na to pot samospoznavanja, zato ker to toliko ogromno da, kar si sploh ne moreš misliti. Če jaz recimo, ne vem, primerjam sebe, ko sem bila mlada in zdaj, ne moreš primerjati tega. Jaz sem bila vzgojena v moško energijo, tata me je vzgajal za fanta, za naslednika kmetije doma in tudi tako sem pol delovala, ne, v svojem življenju, dokler nisem začela spoznavati same sebe znotraj mene. Ne, in to lahko rečem, da zadnjih 10 let delam tako ful na tej notranji ženski energiji. Ne. In jaz bi želela, da vsaka ženska vsaj enkrat izkusi, kako je biti noter v sebi zadovoljen in kako je, ko se dobro počutiš in ko si v tebi magnetični energiji, ko si sočan, tak žmohtan, bi rekli mi, ne? Juicy, da se tako tudi juicy počutiš, ne glede na to, koliko si star, ne glede na to, kakšno postavo imaš. Ker jaz sem se leta nazaj ful obremenjevala s tem. Ne? Pač postava, ono, drugo, tretje, ne moreš biti. Ni res. Ne? Ti si glih tako, ni važno, kakšna je postava, si lahko znotraj tak. Seveda, važna energija. Ne? Ja. In zdaj tako ti res veliko govoriš o sami ne ženskosti, ampak dejansko o ženstvenosti, o v bistvu senzualnosti, o teh stvareh. Kaj se ti zdi, da se v ženski spremeni, ko se začne enkrat tako počutiti? In drugo podvprašanje mogoče, kaj je pogoj, ne? Ali pa s čem je pogojeno to, da se začnemo tako počutiti? Kaj se v ženski spremeni? Spremeni se njen način delovanja, razmišljanja in ne nazadnje tudi zdravja. Ker ženske, ker delujemo v moški energiji, mi se trošimo in zbolevamo. Kadar mi delujemo
iz svoje ženske energije, takrat smo take privlačne in ne bomo se strošile, ne bomo izgorele. Jaz rečem dostikrat ženskam, recimo, ne vem, direktorica, ne. Ja, prav je, da si direktorica, samo ne biti direktorica na oni moški način, ampak najdi ta svoj ženski način. In boš videla, kad ti bo šlo boljš. Zato, ker z onim moškim se pol primerjaš z moškim in ne moreš se primerjati, ker so tu dve čist različni energiji. Ne. In zdaj, kako prideš do tega, ne? Z delom na sebi. No, jaz mislim tako, ne, da vsak človek ima vse moško in žensko energijo. Ja, tudi to je res. ženske. Je prav, da imamo moško energijo, ker moška energija je v osnovi, je to v bistvu struktura, strukturirane stvari in se mi zdi, da vsi, ki delamo neke, bom rekla, resne stvari ali kakorkoli, ko se znajdeš v poslovnem svetu, ki rabiš imeti strukturo in struktura pač je pomembna, je to čisto okej, če je to neka zdrava energija, ne? Ker vedno je to tako, ti imaš lahko ranjeno moško ali pa ranjeno žensko energijo, je popolnoma nekaj drugega, kakor če so to zdrave energije. Se mi zdi pa izjemno pomembno, da se potem poskrbi za to neko ravnovesje, ne? Se pravi, da bolj si v nekih strukturah po eni strani, še bolj se moraš zavestno dati v tisto drugo, neko mehkobo, v tisto neko ženstvenost, ne? In tukaj se zelo močno strinjam s tabo, ko si rekla, ne, voditi na ženstven način. V bistvu tako, ženske smo po mojem mnenju, jaz velikokrat rečem, glej, na glavi ima vsaka od nas neko nevidno krono in nosimo jo s ponosom. In v bistvu tako, kraljica se nikoli ne spušča v neke igrice, v neke konfrontacije. Mislim, ženska pač, ki se mi zdi, ki je po tisti svoji pravi energiji, je modra in zna peljati na en tak mehek način, ne. In jaz vem, da ti organiziraš tudi veliko delavnic za ženske, a ne, ki so drugačne od ostalih, ali pa bom rekla, no, pač so precej specifične, pa bom rekla predvsem zato, ker mislim, da nimajo neke zelo jasne strukture, ampak je neka struktura, pač nek koncept, kateremu slediš, ampak v resnici v bistvu, ne, se pa prilagajate sproti ta tok energije, a ne. In me zanima tako, kakšne so tvoje izkušnje po koncu teh delavnic, ko vidiš ženske, v bistvu, kakšne so spremembe, kaj ti ženske povejo po koncu teh delavnic? Ja, ženske se pač itak počutijo se ful fajn, jaz pravim tako, ne, krokodilčki v očeh nam vse povejo in tega ne moreš sfejkati. In tako, kadar res delaš s to notranjo alkimijo, z notranjo energijo in po drugi strani, tudi na fizičnem telesu, z senzualnostjo, je to ena taka čudovita kombinacija, ki ti pol da to, da si res, ne vem, nasmeh na ustah, da si zadovoljen, da veš, da si v sebi, da to si ti, ne? Da ti v tistem trenutku ti ni treba fejkati. Viš, kaj mi še povej, kaj bi ti rekla, ker zdaj gre seveda počasi h koncu, ne? Kaj bi ti rekla ženski, ki si nekaj želi, ampak odlaša, ne zato, ker ne čuti, da bi bila pripravljena, ampak zato, ker se na nek način boji. Kaj bi ji rekla? Strah je največji sovražnik vsega, kar pač naj bi se v življenju lotili. In ta trenutek morda ne vidi one svetle točke na koncu, ne. Sam, ko se poda na pot, ko naredi, ne vem, eno stvar, pa drugo, pa tretjo, pa ko se tu začne seštevati, ne, je pol tisto res, oni feeling noter je tisti, ki ti pol, ja, ti prijetni občutki so tisti in dajmo graditi te občutke, zato ker sveta ne bomo mi spremenili, spremenimo lahko svoj notranji svet in ta bo pol spremenil okolico in zunanji svet in brez dela na sebi v tem današnjem času, v katerem zdaj živimo, je zelo temno vse. Se mi zdi, da se energije itak
spreminjajo tako močno, sploh v zadnjih letih, da se enostavno pretvarjati več ne da. Če smo prej lahko zanikali neke spremembe, pa tako, malo tako zamahnili z roko, pometali pod preprogo, pa se ne vidi, ne, danes se enostavno več ne da. Se mi zdi tako, kot da smo spregledali, da nam je ena tančica umaknjena in dejansko vidiš realnost. In jaz vedno pravim tako, ti lahko vsakega pretentaš, lahko pretentaš celo samega sebe, ampak energije, ne, pa ne moreš, ni šans v bistvu, ne, ker dejansko mi smo ta energija in ne gre drugače, kot točno to, kar si rekla, ne. In zdaj ena metoda so zagotovo knjige pa izobraževanja, druga metoda so pa, mislim, zagotovo to, da se povežemo sami s sabo, da si upamo biti iskreni s sabo, da se upamo čutiti, ne. Ja. In veš, kaj bi ti, daj povej mi tako, zdaj smo prišli do konca, ne. Kakšno je sporočilo, ki bi ga rada pustila današnjim gledalcem? Kaj bi jim rada povedala? Predvsem bi rada ženskam dala en nasvet, ki ga jaz nisem dobila in bi mi takrat zelo prav prišel. In to je ta, da kadar smo postavljene v neko situacijo, recimo v partnerskem odnosu, ki zdaj je dosti odnosov na tehnici, na preizkušnjah, ja. Naj se te ženske ukvarjajo s sabo, ne s partnerjem. Zato, ker jaz sem se ukvarjala z bivšim. Kaj je rekel, kaj bo naredil, kaj bo ono. Ne, mi se moramo s sabo ukvarjati. In to je tisto, kar ti da pol ono moč za naprej. Bolj, ko se ukvarjamo z njim, slabše z nami. Klavdija, najlepša hvala, da si bila moja gostja. Vam, dragi moji, se pa zahvaljujem, da ste bili z nama in bi vam rekla samo to, da brez moških bi bil svet res dolgočasen in čuden, ampak drage moje ženske, ne, jaz vas res pozivam k temu, da ste druga drugi prijateljice, da smo zaveznice, ne da smo konkurenca, zato ker energija je nekaj lepega in sami kreiramo tisto, kar želimo. Hvala, lepo se imejte.